Čak se lučka pržga, ko je tema. Zdaj pa bo končno, se pravi januarja, februarja se prične tudi že sama izvedba na terenu, priprava, aprila se bo dalo s temi kolesi voziti. Začeli bomo smo v koncesiji 15, dodatno s pogajanjih 17 postaj, drugo pa se vključujemo še gospodarske družbe, kjer računamo na donacije, ki bodo omogočale širitev te mreže, ne na stroške občine. Upam, da bomo do konca leta vzpostavili vsaj 25 teh postaj. V okviru tega lahko tudi podjetje Europcar naredilo 50 novih avtobusnih postajališč, tam, kjer jih še ni, kjer smo na dežju in soncu. In bistvo tega projekta pa je, da dejansko udejanjamo še z enim korakom, torej spreminjanje potovalnih navad, brezplačna uporaba. Da je obveznost mestne občine tudi zagotovitev vseh električnih priključkov na določene lokacije in pa gradbena dela. Zato bomo gradbena dela pričeli že zelo kmalu, že v mesecu januarju. Začnemo z prvimi pripravami na teh mikrolokacijah, ki so bile skrbno izbrane glede na stanovanjske, izobraževalne in pa druge za mesto in mobilnost pomembne lokacije in ustanove. Namen sistema je, in osnovni cilj tudi, da se kolo izposoja večkrat dnevno za premagovanje krajših razdalj, ne za celodnevno uporabo, zato tudi spodbujamo uporabo do 1 ure, ki je za uporabnika povsem brezplačna. Vrednost koncesijske pogodbe na letni ravni znaša 200 000 evrov in je sklenjena za obdobje 15 let. Finančno se pa pokriva iz naslova oglaševanja na obstoječih oblastnih površinah kot del dogovora, ki se medsebojno obotava. Koloje so robustna, so identične kot v Ljubljani ali pa v drugih mestih, kot je Marko prej povedal, kjer vse naši solastniki imajo sistem. Robusten je na ta način, da so vsi deli pritrjeni na tak način, da jih ni možno odtujiti. Uporabljajo se nestandardne ključi za odvijačenje vijakov. Vse, kar se tiče zavor, je skrito ali v pestu ali pa v samem ogrodju kolesa. Tudi same zadnjič, tako rečem, oziroma letenice so vse skrite v ogrodju. Kolesa so polna, se pravi, ni možnost gumi defekta. Sam kolo je pa težek tam približno 24 kg. Letna registracija znaša 3 evre, ki je v obliki dobropisa. Vsaka prva ura pa je brezplačna. Se pravi, ko se uporabnik sposodi kolo, ima do 1 ure brezplačno, po 1 uri pa se zaračuna in sicer 1 evro, potem druga ura in ta cena na uro potem raste. Zakaj? Ker s tem se spodbuja uporabnike, da kolo uporabljajo dejansko takrat, ko ga rabijo, ne da se grejo pač na nek turo po Mariboru, da ga pač uporabljajo dejansko takrat, ko se vozi.